Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Ljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Športna loterija ali športna svinjarija. Predsednik Karate zveze Slovenije in član Olimpijskega komiteja Slovenije, sicer naš stalni komentator in vodilni slovenski politolog dr. Igor Lukšič, je na družbenem omrežju pozval k glasovanju o zaupnici predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije Franju Bobincu. Razlog? Načrtovana prodaja športne loterije tuji stavniški hiši. Nekoč smo imeli podarim dobim, zdaj dobivamo prodam nimam več. Sedaj pa se lotimo 147. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Loredan mora stran. Kdo je kriv, da minister Bešič Loredan ni še ničesar naredil? Nabralo se je več neizpodbitnih dokazov njegovega škodljivega delovanja zoper cilje vsem dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, trdijo v tako imenovanem glasu ljudstva. Kdo je kriv, da minister Bešič Loredan ni še ničesar naredil in ali res mora stran, nam bosta povedala. Naš posebni gost, že minister za zdravje, primarij magister Dorjan Marušič in naš stalni komentator, profesor dr. Igor Lukšič. Dorjan, Igor, toplo pozdravljena v Faktorju. Dober večer. Dorjan, ko si bil minister za zdravje, se mogoče spomniš, koliko ljudi si pozval k odstopu? Moram malo pomisliti, ampak mislim, da nobenega, da to ni naloga ali vloga ministra, kateregakoli sektorja. V postavljeni demokratični državi morajo za to delovati ustrezni organi, bodisi v zdravstvu nadzorni sveti, ali pa, če pride tako daleč, tudi sodišča ali pa drugi organi. Skratka, trudil sem se biti nepopulist in ne pozivati ljudi k takim aktom, aktivnostim. Ja, zdaj si nam nehote razkril, da vsaj v tem delu te aktualni minister Bešič Loredan ni vprašal za nasvet, ker vemo, da on pa zelo rad koga pozove k odstopu. To je res, to je na nek način lahko njegovo osebno prepričanje, lahko zaletavost. Do sedaj ti pozivi, vsaj kar jih je bilo javno objavljenih, niso obrodili sadov. Kasneje je bilo potrebno bodisi zamenjati zavode, tu mislim na Splošno bolnišnico Celje, podobno tudi v psihiatrični bolnišnici Polje. Skratka, po takem pozivu sledi tisto, kar je naloženo politiki oziroma vladajoči koaliciji, da opravi takim stvarem, kot je treba. Pravilno pa bi bilo, seveda, čim prej, ko se spoznajo ali pa obelodanijo taki ekscesi, če so sploh resnični, pozvati k ustreznemu nadzoru. Tega bi bilo potrebno v zakonodaji nadgraditi, ta še ni urejen tako, kot bi moral biti, in potem samo citira člen v zakonu, v kratkem roku opravi tak nadzor, in ukolikor nadzor pokaže, da je pač potrebno zamenjati nekoga na vodilni poziciji, se ga tudi zamenja, oziroma mogoče takrat ta direktor ali pa vodilni v neki organizaciji sam spozna, da mu ni mesto v tej organizaciji. V redu. Igor, ti si bil pač minister, bil si predsednik koalicijske stranke, imaš sigurno zelo dober vpogled v to, kako se nastavljajo ministri in kako se odstavljajo ministri. Zdaj glas ljudstva ni okolišil, šli so na tiskovno konferenco po svoji stari navadi pred poslopje Državnega zbora in so dali ta zveneč naslov, ki smo si ga sposodili tudi mi v današnji oddaji, skratka, Loredan mora stran. Glede na to, da si pač v bistvu zelo dobro veš, kako kotirajo politične delnice, kako visoko po tvoje še kotirajo politične delnice ministra za zdravje Bešiča Loredana? To je zelo odvisno od predsednika vlade. Vidimo, da predsednik vlade ima do njega nek poseben odnos. Loredan Bešič je podpredsednik vlade, je visoko pozicioniran v tej novo nastali Stranka Svoboda. Visoko tudi programsko kotira, v tem smislu, da je zdravstvo in zdravje ena od prioritet te vlade in predsednika vlade. Vidimo, da ga je parkrat že zelo močno zaščitil.
hkrati pa tudi mu primazal kakšno klofuto, recimo takrat, ko so uprizorili tisto neko bredek, kjer je bilo treba razčistiti zgodbo z županom. Opravičilo županu Ljubljane, ne? Župana Ljubljane je Zorana Jankovića, ne, ker je tudi se spravil na eno, ki je pa pod perutjo Zorana Jankovića, ne, in eno preveč je pozval k odstopu. Ja, je šel predaleč. Ja. Ampak to, kar sta vidva začela, recimo, ne, in se tiče tudi tega vprašanja, ki se njega zastavil, se pravi, kako visoko kotirajo te delnice, on dela škodo še na drugem področju, ne, ravno o tem, kar sta govorila, on ruši sistem. Ne. Minister je ta, ki bi moral zdravstveni sistem nekako skupaj držati. Se pravi, če pride do kakšnega problema, bi se moral postaviti vmes, ne, med to krvoločno javnost, ki hoče imeti glavo in da križ prica, in med tega, ki javlja, da je prizadet. Ne. Ampak najprej bi moral zaščititi sistem. To se mi zdi, da je prav. Jaz, ko sem bil minister, sem to počenal. Se pravi, da zaščitiš ravnatelja, zaščitiš tega in potem se greš pozanimati, potem pa tako, kot je Doran govoril, ne, se greš pozanimati in preveriti dejstva. Torej, da nisi prvi v vrsti in ne prilivaš še benzina, ne, olja na ogenj, to, kar on kar naprej počne. In ni slučajno, da je recimo ob tem, kar je naredila ta civilna družba, ki to dela pač iz svojih motivov, ne, in pustimo stati to zgodbo, ampak da recimo tudi Vesna Vuk Godina ugotavlja, kako je on prvovrstni manipulator, to so njene besede, ne, in kako, in se mi zdi, da je to dobra oznaka, ne, in to, kar je tudi na nek način Doran rekel, se pravi, jaz nisem bil populist, rekel, on ni rekel, da je on populist, ne, ampak da on ni bil populist, se pravi, se ni na tak način obnašal, ampak to je ta anarhični populizem, ne, ker ti rušiš sistem na vsakem koraku. Ko se v javnosti pokaže nek indic, da lahko sistem nekje pušča, da gre za nepravilnosti, ti takoj prideš tja in začneš razlagati, kako gre to za grozne stvari. Ne? Kaj je on rekel, recimo, da je šlo za načrtno ustrahovanje. Ne? Si predstavljate, da minister reče šefu zavoda, da vodi načrtno ustrahovanje, vodstvo klinike prek vseh rok in lovk nekaj počenja. Skratka, namesto da bi pomiril zgodbo in rekel, počakajte malo, spoštovana javnost, gremo mi najprej pogledati, vključimo vse nadzorne mehanizme in vidimo, kaj se pravzaprav dogaja. Ne pa, da ti začneš s populistično akcijo, ne pozivaš vse žive k odstopu, ker jaz tem nič nimam, jaz bom naredil red. To so tipične populistične, ki rušijo sistem, ki ljudem, ki resno delajo, ne daje podpore, ampak jih ravno kar preventivno jih odstavlja. Tako da to je ena dimenzija, ki po moje kaže na nezrelost upravljanja te vloge. Ta dinamika, ta odnos predsednik vlade, minister, se mi zdi tukaj zanimiv. Zdaj videla sta bila pač oba ministra v isti vladi, vajen predsednik vlade je bil Borut Pahor, pa vseeno vprašanje, ne? Kako sta vidva čutila to podporo oziroma nepodporo predsednika vlade kot ministra? Dorjan. Ja, bom samo najprej komentiral naslov današnje oddaje, bom potem nadaljeval. Če bom pozabil vprašanje, me prosim spomni. V vsakem primeru gre za eno najbolj necivilnih skovank, tako imenovane civilne družbe. Namreč imamo minister, ki je gospod Danijel Bešič Loredan, in če se prav spomnim, je to priimek soproge. Torej dodal si je priimek soproge in civilna družba želi, da postane samo Danijel Bešič. Da se loči. Mora biti malo ciničen za današnjo oddajo. Tako da, kdo so pa oni, da lahko kličejo ministra k odstopu? Torej, naša demokracija je res šla v franže ali pa pogobe. Direktno je praktično samo ena oseba, ki ga lahko pozove k odstopu ali mu celo ponudi časten umik, to je predsednik vlade, in direktno lahko poslanska skupina, sicer pa morajo v parlamentu izbrati večino, da mu izglasujo nezaupnice. Vse ostalo je čisti populizem in hitenje po tem, kdo bo skoval bolj
v ušesa pojočo izjavo. Toliko o naslovu današnje oddaje, ker zdi se mi, da dejansko niso poklicani za tako skovanko. Kar se pa tiče podpore, ja, jaz sem si vzel določen čas, jaz sem se vključil sredi vlade. Predsednik vlade, gospod Borut Pahor, mi je dal proste roke, imel sem zelo veliko podporo. Morda bi si želel nekoliko večjo pri zadnji fazi umestitve zakonov, vendar takrat je bila koalicija v hudi krizi, v razpadu in praktično zakonodaja ni bila, bi rekel, prioriteta, bolj nekako reševanje koalicije oziroma priprava na nove volitve. Tako da, kar se tega tiče, nekaj posvetov sem imel in z njim osebnih pogovorov, vendar bi rekel, da sem imel podporo in sem to tudi začutil. Morda še en razmislek o tem, kar Igor govoril. Ministri naj bi bili predvsem politiki in razmišljal sem, ko se vozil na današnjo oddajo, zakaj v določenih sektorjih, recimo zdravstvo ali zdravje je gotovo eden od tistih resorjev, kjer želimo imeti nekega top strokovnjaka. In v to, kar je Igor prej govoril in kar sem v začetku povedal, tu rabimo samo politika z bogatimi izkušnjami, ki bo znal manevrirati v sistemu, da bo osebno naredil čim manj škode. Ne strokovnih pristopov, to ni kirurška sala, to ni intenzivna enota, to ni urgenca, to je sistem, v katerem moraš igrati vlogo politika, okrožiti se pa moraš strokovnjake, ki ti bodo pomagali v takih primerih. In kako to aktualnemu ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu uspeva, izveste, drage gledalke in gledalci, po krajšem premoru, tako da ne namujiti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj nastaja vtis, da minister Bešič Loredan ni še naredil ničesar. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naš posebni gost, primarij magister Dorjan Marušič in pa naš stalni komentator Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj nastaja vtis, da minister za zdravje Bešič Loredan ni še nič naredil. Igor, se ti strinjaš s to oceno Dorjana, predno smo šli na oglase, da je primerneje, če bi bil minister za zdravje oziroma za zdravstvo politik? To se mi zdi ravno v vprašanju je del odgovora, ne? Za zdravje ali za zdravstvo. Ja. Keber je uvedel preimenovanje v zdravstvo, pardon, v zdravje, ne? Ja. In s tem nekako legitimiral v tej vlogi bolj zdravnika. Pričakuje se tudi, da bi javnost pričakuje, da bi to moral biti zdravnik, se pravi, kakor strokovnjak. Ampak tako kot je prej rekel Dorjan, ne, je problem v tem, da zdravnik je navadno strokovnjak za zdravljenje neke bolezni ali pa določenih tipov bolezni. Ne. Ni navadno strokovnjak za vodenje sistema zdravstvenega. In to pa je problem, ker to vrstnih kadrov mi nimamo, jih načrtno ne vzgajamo in to imamo gotovo težavo. Tako da po eni strani niti ni pomembno, ne, kaj je človek po izobrazbi, pomembno je, da bi se prej socializiral kot nekdo, ki pozna vse elemente tega zdravstvenega sistema in nekako ne razmišlja z glavo zdravnika ali pa zgolj zdravnika, da mora skrbeti za pacienta. In tle na tej točki se mi zdi, da nam je še vladajoča ideologija pripeljala en nesporazum, ne, ker se kar naprej govori, da imamo Ministrstvo za zdravje, kar sporočamo, kot da je država, da je sistem, da je partija tista, ki ti more dati zdravje. Ne vemo od Kardelja, že Kardelj je bil tukaj pameten, da je vedel, da ti ne more dati sreče, pa še rečemo zdravja, ne partija, ne sistem, ne država, da je tle treba usposabljati posameznika vsakega, da ima senzorje, da ugotovi, kdaj je bolan in kdaj naj intervenira sam, ne, z nekimi samopomočnimi sredstvi, potem pa kdaj bo obremenjeval zdravstveni sistem. In to imamo na tej čist politično-filozofski ravni in velik problem. Mi pa ljudi šolamo, kot da je država dolžna, da ti zagotovi zdravje.
Ja. Ni tega, da ti država dolžna. Država mora skrbeti za zdravstveni sistem. Se pravi, takrat, ko ti oceniš, da rabiš zdravstveni sistem, ker imaš slabo zdravje, greš Mora k biti na zdravniku, voljo. da ti Ja. pomaga in da ti zdravi oziroma pomaga pri zdravljenju. Ampak Igor, dokler smo imeli ministre za zdravstvo, smo jih imeli manj kot zdaj, ko imamo ministre za zdravje, če se ne motim. Ja, tam recimo, če vzamemo prelomnico približno 15 let, prvih 17 let smo jih imeli 6, Ja. drugih 15 pa 15. Se pravi, od Vsako leta leto novega. 2007, Ja. 2008 imamo 15 ministrov za zdravje, predtem smo jih imeli pa 6, kar kaže tudi na to, da so pričakovanja javnosti do zdravstvenega resorja se stopnjujejo v resnici. Kar naprej govorimo, in takrat smo začeli intenzivno govoriti o reformi, o potrebi, da se nekaj zgodi, o zmanjšanju čakalnih vrst. In seveda tega pritiska ne zdrži prav veliko ljudi, zato so bili tudi ti mandati kratki. In ko govorimo zdaj o Loredanu Beščiču, se pravi o Danijelu, Ja. tudi on ima, se pravi, tudi iz tega naslova ima neko breme, neko težavo, ki ni njegova osebna, ampak je težava Ja. slovenskega pričakovanja do zdravstvenega sistema. Doren, ti si rekel, pač kdo so te v Glasu ljudstva, da pozivajo ministra k odstopu, ampak vendarle predlagam, da si pogledamo izsek iz tega, kaj mu vse očitajo, pa potem ocenita, koliko so ti očitki upravičeni. Poglejmo. In državljane na račun teh stanovskih, cehovskih interesov. Kot ste tudi pravkar slišali, se je pokazala ta v navednicah zdravstvena reforma pravzaprav za popoln dizaster. V Glasu ljudstva smo že pred pol leta in potem že spet pred 3 meseci, ko so prišla prva poročila, prve analize, kaj se dogaja v okviru tega interventnega zakona, opozarjali na to, da se bo zgodilo točno to, kar se je zgodilo. In sicer, da se 4-krat več denarja, tega dodatnega denarja, se je pretočilo k koncesionarjem, k zasebnikom, ki so si posege izbirali zgolj na podlagi tega, kateri so bolj dobičkonosni, ne pa na podlagi tega, kateri so bolj potrebni. In zato se je tudi prišlo do situacije, kjer je naraslo število ljudi, ki nedopustno čakajo na prvi pregled. Nedopustno dolgo čakajo na prvi pregled, je šlo iz 50.000 ljudi na 70.000 ljudi. Dodatnih 20.000 ljudi nedopustno čaka na to, da sploh zvejo, kakšna je njihova diagnoza, preden sploh lahko začnejo z svojim zdravljenjem. Več kot 140.000 ljudi je že brez osebnega zdravnika. Kot smo povedali in podarili že večkrat, ta številka bo narasla do 300.000, matematično gledano, zaradi teh normativov, ki so bili sprejeti v nasprotju z ustavo, ki naj bi zagotavljala vsakemu prebivalcu in prebivalki države Slovenije svojega osebnega zdravnika. In kot smo večkrat poudarjali, ne zagotavljajo ambulante za neopredeljenje, ne zagotavljajo te zadostne, primerne obravnave. Nadalje. Zdaj, če Minister povzamem, Dorian, z vsemi svojimi dejanji dokazuje, da nima nikakršnega namena udejanja. Da pač je osnovna naloga ministra, to pa je, da pač vzpostavlja sistem, da krepi sistem, da omogoča ljudem, se pravi pacientom, dostop do zdravstvenega sistema. Najprej bi komentiral Igorjevo številčno razliko med enim in drugim. Ja. Velik del tega so prinesli odstopi ministrov in vstopi zamenjav predsednikov vlad, gospod Janša, gospa Bratuškova, potem tudi gospod Erjavec, to so bili vsi začasni ministri, ampak v vsakem primeru neka hipoteza na tem, kar Igor govoril, je in bo držalo vprašanje, kakšna neposredna zveza. Dejstvo pa je, da je število ministrov v tem tisočletju ali ministric zelo visoko, da je sicer življenjska doba, torej mandata ministrov v evropskem prostoru kratka, morda je tudi nekaj na tem, da bi bilo bolje, če bi bili politiki. Aktualna vlada je po moji oceni, tako sem tudi v tvoji oddaji pohvalil, da je ministra za zdravje postavila na visoko mesto kot podpredsednika vlade, to bi mu dala še večjo politično tezo, naredila premik k temu. Nažalost nisem slišal v celoti posnetka, ampak dejansko
obžalujem, da se v Sloveniji že desetletja po moji presoji pogovarjamo o napačnih stvareh. Bolj ali manj je prva točka, ki upam, da se bo zdaj umaknila iz seznama, vendar verjetno ne iz vseh društev in skupin, torej sjamski dvojček, obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, na to nesposobnost ločitev javnega in zasebnega. Skratka, te dve točki, te dve torišči, ki sta kamen spotike 20 let, zavirata naš zdravstveni sistem, da bi se prebil med vodilnejše v evropskem prostoru. V evropskem prostoru so cilji ali pa zaveze popolnoma drugačne. Zdravstveni sistemi se danes usmerjajo v merjenje, spremljanje rezultatov in želijo z vloženimi sredstvi pridobiti čim več, čim boljše izide zdravljenja za bolnike in bolnice. In pri tem razčistijo pač te osnovne teze. Glede vseh teh navedb, kot sem povedal na začetku, na tem vztrajam, ukolikor se aktualni minister drži koalicijske zaveze in od tega ne odstopa in ima zaupanje v predsedniku vlade in koalicije, pač to na nek način zgodba, smer te koalicije. Naj izpostavim samo eno, ker sem izpostavil točko, ki se vleče že desetletja, obvezno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Torej, stranka Svoboda je vložila zakon, tu želi samo prenesti prostovoljno v obvezno prostovoljno zdravstveno zavarovanje in morebitne nadgradnje tega sistema preloži v prihodnost in se ne ukvarja z drugimi dimenzijami tega zavarovanja. In to je to. Torej, kar se tega tiče, je v skladu z koalicijsko pogodbo in sledi politični usmeritvi stranke in pa ne pa koalicije, ki si želi nekako še nadgradnje tega že v prvi fazi z nekimi solidarnostnimi dodatki, ki so pa lahko zelo, zelo nevarni. Namreč, če bi združili vsa ta sredstva, bi na nek način prenesli vse storitve, ki jih danes v zdravstvenem sistemu naredimo, tako tiste v obveznem in prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju. Med temi so po definiciji tudi manj potrebne oziroma nekako za življenje manj pomembne in verjetno bo v zelo kratkem času taka košarica nevzdržna in ne držijo napovedi, da bi se samo z prenosom deleža sredstev, ki ga imamo danes ki ga imajo prostovoljne zdravstveno zavarovanje za reklamo in vse ostalo, lahko pokrili tale manjkajoči del. Nazadnje Zavod za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji že napovedal, kakšna bo izguba v naslednjem letu. Kar se tega tiče, so zelo pridni in hitri in to znajo napovedati v rekordno kratkem času, koliko sredstev bo zmanjkalo. Morali bi popolnoma obrniti zgodbo, morali bi povedati, kakšne bodo storitve, ki jih bomo umestili v košarico pravic in to potem pokriti z javnih sredstev. To je usmeritev vsake evropske države, bi morala biti tudi Slovenija. In to je tema, o kateri bi se morali pogovarjati in o katero bi morali usmeriti naš sistem. Ja. Igor, zakaj se je po tvoje Glas ljudstva lotil ravno ministra za zdravje Bešiča Loredana? Ja, zdaj, po mojem so izgubili, televizija je padla, če gledamo zdaj čisto politično, kaj je s tem projektom antijanšizma se zgodilo, ne. Zbral še zadnji bastion je padel in zdaj so prišli na vrsto šibki členi v tej vladi. In takoj vidimo, koliko teden ali pa niti en teden niso počakali potem, ko je Ustavno sodišče razglasilo zadnjo, oziroma ko se je svet konstituiral, so usekali po tej vladi in zdaj gre stvar naprej. S tem, da kot vidimo, prišepetovalci so pravzaprav isti. Tle gre za Dušana Kebra, ki je rušil že zakon in vodil tisto zgodbo v Pahorjevi vladi oziroma proti Pahorjevi vladi in potem zdaj spet on ta glaven. Se pravi, nekako je on tle dežurni, pri drugih resorjih skleda, da to vrstnega dežurstva ni. Jaša Jenull je pa samo, kot bi rekli, glasnogovornik teh stališč. Tako da se tle ena ekipca dobro pokrije, ki je sicer na nek način dobrodošla, da se tle v Sloveniji sploh kaj dogaja, ker politične stranke ne živijo, pa potem zgleda daje prostor
tovrstni ulični dejavnosti. Ja. Manjka pa to, o čemer je Dorjan govoril, ne? Se pravi enega resnega premisleka o tem, kaj se nam strateško dogaja. Ne? Pride minister pa reče, da nič ne moramo narediti, sester ni. Ne? Zdaj v tej košarici nimamo, ker tle gre za vprašanje prioritet. Tle bi dejansko morali zdravniki in celotna družba povedati, kaj je prioriteta. Se pravi, za koga starostno bomo dajali več. Se spomnim, to sem že povedal večkrat, ko sem bil enkrat leta 1997 na Japonskem, takrat so se Japonci odločili, da za starejše, ne, to je že daleč nazaj, za starejše nad 70 let ne bojo več dajali takih sredstev, ker so ugotovili, da porabijo približno 2/3 sredstev za to, da živijo v povprečju 2 meseca dlje. Ne, to je sicer kruto, zdaj, kar govorim. Ja. Ne, ampak govorim o tem, da bi se bilo treba formalno začeti oziroma pogovarjati v OFU, se pravi nekje, o tem, kaj se nam dogaja in kaj se nam bo dogajalo čez 10 let. In potem določati prioritete znotraj tega. In to, kar pravi Dorjan, se pravi to košarico teh pravic, ne, spraviti skupaj, da se ve, kaj lahko ljudje pričakujejo, ko pridejo na vrsto ali pa ko jih nekaj zadane. S tem, da bi mogli pa še več usmerjati v to, da bi si ljudje čim bolj lahko sami pomagali. Ne. Ker to, da imaš ti senzibilnost razvito na dnevni ravni, ne, da ne delaš in da namečeš denarja stran samo za te razne kampanjske akcije, ne, kjer se nekaj osvešča gor pa dol. Ampak tle bi mogli naštudirati drugačne zgodbe, kjer bi dejansko razbremenili zdravstveni sistem za neke elementarne stvari, ki jih ljudje sami upravljajo lahko. Dorjan, ti si bil minister, zdaj si član strateškega sveta, ki ga je ustanovil predsednik vlade in ga vodi Erik Brecelj. Gotovo to veš, kakšno dejansko vlogo ima Aleš Šabeder na Ministrstvu za zdravje, da ne bom zdaj rekel za naše zdravje, ne? Malo zbodem Igorja, ki je prej govoril o tem, da nastaja neka napačna podoba, da država skrbi za naše zdravje. Skratka, a je Aleš Šabeder pač tako močen na ministrstvu, da je tudi eden izmed kamnov spotike? Videli smo, ne, pač mediji, ki so blizu tej vladi, da ne rečem pod njeno kontrolo, ga daje kar v bok Bešiču Loredanu, ko pozivajo k temu, da se minister za zdravje poslovi. No, obstajata dva principa. Ali napadeš dejansko najšibkejši člen, pri čemer to ni najbolj produktivno, ker naj bi bilo oproščeno, ampak bi rekel, umirajočega konja pustiš umreti. Ja. V tem primeru se mi zdi, da se bolj napada pomemben člen te vlade, gospod Danijel Bešič Loredan je podpredsednik vlade, ima zelo veliko pozicijo v stranki in zaenkrat še zelo veliko kredibilnost v predsedniku vlade in v vladi. Tako da se nagibam k Igorjevi hipotezi, kakšen je vzgib teh, ki kličejo njega k odstopu. Ja. Kar se tiče gospoda Šabedra, tudi z vso dolžnim spoštovanjem do njega, bil je nekdanji minister, menim, da je njegova vloga in pa tudi pozicioniranje izjemno pomembna. Vodi pomemben direktorat, enega najpomembnejših, ki ga je aktualni minister vzpostavil, torej gre za direktorat za investicije in pa kakovost in verjetno zato trn v peti komor ali pa večini v tej državi. Ukolikor dela transparentno in v dobrobit državljanov, potem mu ni kaj očitati, ukolikor pa so indici, da se izvaja netransparentno oziroma da se polnijo žepi, potem se pa ponovno kličem na to, da obstajajo ustrezni organi, katerim se prijavi, naj se razčisti, ali je njegova vloga res izkrivljena. Tako da to obtoževanje s ceste mi nekako ni blizu in ga nekako ne sprejemam. Tisto, kar me pa, bi rekel, kot če smem strokovnjaka, jaz sem se sam zelo veliko izobraževal v sistemi, tudi formalno, ne samo ljubiteljsko, skrbi me smer, ki jo nekako zastavlja aktualna vlada, namreč gre za centralizacijo, gre za, če mi je dovoljeno,
uporabiti izraz, ki sem ga slišal. Gre za podržavljanje zdravstvenega sistema oziroma centralizacijo zdravstvenega sistema, ki ni v skladu s tem, kar sam zagovarjam in tudi promoviram v mednarodnem prostoru, v neko večjo avtonomnost izvajalcev in v bolj demokratično urejen zdravstveni sistem, kjer se točno ve, kdo ima kakšno vlogo, natančno se ve, kakšno vlogo ima minister, kakšno vlogo imajo državni sekretarji, direktorji na direktoratov in nenazadnje direktorji vseh zdravstvenih stanov. Torej, v takem sistemu ni potrebno nobenega klicati k odstopu ali pa aplaudiranju, ampak vsak odigra svojo vlogo avtonomno z vsem svojim znanjem in odgovornostjo. Skratka, to, da se vse odloča v eni točki, v eni osebi ali pa v eni sobi, me skrbi in to po mojem ni prava pot. Zdaj, Igor, kot je že Doren omenil, Šabeder je tudi bivši minister, bil je tudi direktor največje bolnišnice pri nas, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, prej je vodil seminarno Ljubljana, bil je konec koncev v nadzornem svetu Telekoma in tako naprej. Bi ti rekel, da ima on več političnih izkušenj od Bešiča Loredana in zdaj, če bi predsednik vlade moral dati njiju na tehtnico, verjetno ni dvoma, koga bi se odločil žrtvovati, ali pač? Se mi zdi, da tle kar nastopata skupaj, tako da če bo se kdo odločil, predsednik vlade, da zamenja enega, verjetno bo moral tudi drugega, ker izgleda, da sta precej v paketu. Kar zadeva pa izkušnje, gotovo si je pridobil te izkušnje, ki so potrebne za vodenje sistema, da stvari pozna. Vprašanje pa ta dimenzija politična, o kateri je prej Dorjan govoril, izostaja itak pri vseh, ki so pravzaprav zdajle na oblasti, razen mogoče pri Hanu in njegovemu državnemu sekretarju Židanu. Večina drugih pa ima kar probleme s tem, zakaj pravzaprav v politiki in državi gre. Tako da bi morali bolj načrtno delati. Jaz mislim, da je eden od sistemov oziroma problemov našega zdravstvenega sistema je tudi to, da ne delamo dolgoročno v nekih ekipah. Mi imamo tudi, danes nismo omenili, Nacionalni inštitut za javno zdravstvo, ki bi mogel biti, zdaj za zdravje, ki bi moral biti nek intelektualni podpornik ali pa snovalec idej za reforme, se pravi, in tudi predlagatelj, v katero smer naj reforme grejo, ampak kot vidimo, da se skoraj vsaka vlada loteva kar iz glave obstoječega ministra delati zakone in potem po enem letu imamo komaj kakšne osnutke na mizi. Sistema ne usposobimo za to, da bi mislil, reflektiral, kaj se nam v zdravstvu dogaja in potem jasno minister in tudi njegovi najožji sodelavci ne morejo reševati situacije. Ja, Dorjan, zdaj finance so, se mi zdi, skoraj v vsakem stavku, ko se pogovarjamo o zdravju oziroma zdravstvu pri nas. Zdaj, zdravniki, vemo, v obdobju korone pač večini je delo na intenzivnost upadla, so imeli pač manj dela zaradi objektivnih okoliščin, hkrati so osebni zaslužki, saj tako kažejo javni podatki, naraščali. Zdaj, kaj se bo zdaj zgodilo? Bo vladi uspelo pač zdravnike v narekovajih prepričati, da delajo več za ta večji denar, ki ga dobivajo, ali bo zdravniki hoteli še več denarja za to, da bi delali več? Jaz upam, da jih bodo prepričani, da je čim bolj kakovostno in čim bolj varno, ali dvomi, da to pomeni pomembno večjo količino storitev. Glede financ pa mislim, da je najbolje, da povem kot šalo, koliko davkov bi pobrala država, če bi bila davčna stopnja 0 ali 100%. Tako da pri zgodbi o tem, koliko sredstev potrebujemo za zdravstvo, se ne bi rad ustavljal, ampak bi zgodbo morali dejansko nekako povzeti današnjo oddajo. Potrebno bo postaviti prioritete Slovencev in Slovenk v prihodnosti, opredeliti, kaj bi bilo nujno za naše skupno zdravje ali pa posameznika, to umestiti v košarico pravic in potem poiskati sredstev. Kolikor bo teh dovolj javno in meni, da bi košarica, ki jo imam sam nekako risana, bilo teh sredstev popolnoma dovolj, to pokriti z javnih sredstev na nek solidarnosten način in vse ostalo prepustiti trgu. Tako bi bila koza cela volk sit in bi se ta zgodba o stalnem prerekanju, financiranju, dostopnosti tudi umestila. Ljudje, ki vedo,
da čakajo pravično, primerljivo dolgo kot vsi ostali, se ne bodo upirali. Ko pa imajo vsakodnevno te informacije o tem, koliko jih čaka, število narašča, kriteriji, ki jih uporabljamo za primerjavo, so stari 10, 20, 30 let, so preživeti in danes evropski sistemi ali pa prodorni sistemi ne spremljajo dostopnosti na tak način, ampak merijo, kolikšen delež ljudi, ki je na seznamih, je prišel do zdravnika, do strokovnjaka v zdravstvenem sistemu v predvidenem času. Mi smo si postavili 3 kriterije, ki so dejansko preživeti, zelo hitro in redno, nima nobene strokovne osnove in štejemo v nedogled in ljudje smo postali številke in na tak način se dejansko sistema ne da urediti. Če povzamem prioritete, določiti košarico in potem iskati konsenz za pokritje te košarice pravic. Vse ostale poti so zgrešene. V košarici pa je nujna tudi reorganizacija zdravstvenega sistema. Reorganizacija sistema in financiranja. Ja. Igor, bo minister ostal? Zdaj vemo, glas ljudstva ni kdor si bodi, ne, v tej vladi. Vlada jim daje legitimnost in pomembno vlogo, sami se imajo za nekoga, ki je pomagal izvoliti. Gibanje Svoboda oziroma vlado Roberta Goloba si lahko premier privošči, da na ta njihov neposreden poziv Loredan mora stran ne odreagira. Odreagiral bo gotovo, verjetno jih bo povabil na kakšen pogovor, ampak to, da bi pa zdaj, saj če verjame v to, kar je na mizi in kar so ekipe pod vodstvom Danijela Loredana Bešiča že pripravile, si težko zdaj privošči menjati konja, ne? Jaz mislim, da zdaj bi moral to nekako speljati in tam do leta 2024 oziroma zdaj pripraviti diskusijo o teh ponudbah, ki jo pa ne more peljati zdaj nek nov. Tako da se mi zdi, da nima tega manevrskega prostora, da bi jih zdaj uslišal in bo moral tako ravnati kot Janša, ne? Ni jih poslušal do konca mandata te iste ekipe. Ne? Ja, pa si lahko to privošči po tvoje, da jih ne posluša do konca mandata. Jaz mislim, da je to edino. Ne? Njegova naloga je, da vlada in da pripelje to vlado do nekih ključnih odločitev tudi na področju zdravstva in da bi bilo za njega najbolj odgovorno, da najde neke variante in rešitve, da se to v resnici pospeši, ne pa da se zadira. Menjava ministra bi verjetno bila velika zavora. Bomo videli, kaj se bo odločil premier Golob in pa seveda, če bo zamenjal ministra za zdravje, kje bo našel novega. Vemo, ko je to nazadnje storil, namreč zamenjal ministrico, je imel velike težave, da je našel njenega naslednika. Za danes pa primarij magistr Dorjan Marušič, profesor dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj je moral Loredan stran, že 903. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Tina ali Nika, katera bolje slika. Tina Gaber ali Nika Kovač, katera bolje odslikava vladavino svobode. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.